Višnja, dragi brate. Zabava v gospodu Četanji Maha Prabhuju, ki je znana kot veliko oznanilo oziroma Maha Prakaš Lila, izpolne želje vseh vajšnjev. Gospod je pokazal slavno sad Praharja Bavo, stanje zelo močnih, globokih, duhovnih čustev, ki je trajalo 21 ur. Ko poslušamo o zabavah gospoda Četanje in njegovih bhakt, dosežemo najvišji cilj, bhakti oziroma ljubezen do Boga. V tej zabavi milostni gospod Gaura razkrije svoje zlate srce in opisuje, kako se v življenju bhakt pojavi v različnih podobah, zato da bi z njimi izmenjaval ljubezen in jim zastonj podaril čisto ljubezen do Boga. To zabavo, ki si jo bomo sedaj ogledali, opisuje tudi Bhakti Vinod Thakura v pesmi Gaura Aratik, v kateri slavi bhakte, ki so popolnoma predani Gospodu. Nekoč je gospod Gauranga prišel na obisk Šrivas Panditu. Kmalu so se mu pridružili njegovi večni družabniki, Advaita, Jagadish, Mukunda in drugi. Kot običajno so zaplesali v veliki ljubezni do Boga. Potem pa se je Gauranga nenadoma ustavil, čeprav je ponavadi plesal v vlogi bhakte oziroma božjega služabnika in skrival svojo resnično podobo božanske osebnosti, je tokrat, na ta posebni dan, na veselje bhakt odšel na oltar, vzel šalagram šilo v naročje in se usedel na prestol gospoda Višnja. V tem položaju je sedel celih 21 ur. Bhakte pa so ga srečnih src obkrožali in doživljali brezmejno zadovoljstvo, kot bi bili na Vajkunti. Materialna energija na nikogar od zbranih ni imela vpliva. Bhakte so začeli služiti Gaure Chandri kot božanstvu. Najprej so ga okopali. Darovali cvetje, nato so ga gladili s čamarami, se mu preklanjali, peli mantre in mu darovali ogromno različnih jedi. Nekateri bhakte so milo prepevali, preostali pa so jokali, plesali in se veselili, da lahko Gaurango končno častijo kot vsevišnjo božansko osebnost. To so si dolgo, zelo globoko želeli. Šrivasov dom se je spremenil ocean blaženosti. Celo polbogovi so prišli in vse to naskrivaj opazovali. Vsak bhakta je gospoda častil tako, kot je čutil v srcu in upošteval ustrezna pravila. Vsi služabniki in služabnice v Šrivasovi hiši so nekaj počeli. Prinašali so vodo iz Gange za Abhišek, gospodovo kopanje. Tudi služabnica Duki je ravno prinesla vodo, ko je gospod Gaura Sundar opazil.
Šrivas, povej mi, kdo je ta ženska? Vedno jo vidim, kako vdano služi Vajšnavam. Nikoli pa mi ne poskuša služiti neposredno. Namesto tega vedno služi drugim in pomaga pri njihovih opravilih. To je Duki. Nesrečnica. Tako ime je dobila, ker ima težko življenje. Nikomur, ki služi meni ali mojim baktam, ne moremo reči nesrečnež. Od zdaj naprej je tvoje ime Suki, srečnica. Tako je gospod Goranga odrešil Suki vseh skrbi in nesreče. Ker je dobila to posebno milost, so bakte prisrečno vzklikali Po zaslugi Šrivasa, ki je bil čisti bakta, so lahko vsi služabniki v njegovem domu neposredno služili Gora Čandrovim lotosovim stopalom, po katerih meditirajo celo Brahma, Šiva in boginja Lakšmi. Niti učenjaki, ki vse življenje preučujejo vede, ne dobijo takih blagoslovov kot ti preprosti bakta. Potem je gospod začel razodevati slavo svojih bakt in njihovih posvečenih življenj. Najprej nagovoril Šrivas Pandita, bakto, ki je prav vse posvetil služenju Gorangi Mahaprabhuju, telo, družino, hišo, denar, služabnike in prijatelje. Šrivasova predanost in ljubezen sta bili brezmejni. Šrivas, se spomniš, ko v Navadvipi še ni bilo bakt in si hodil k Devanandi Panditu na dom poslušati predavanja Šrimad Bhagavatama. Vsak vers iz Bhagavatama je prežet s Krišna premo in tvoje srce se je ob poslušanju kar topilo. Ob neki priložnosti si zaradi nenadnega zanosa padel na tla in se nasvestil. Odnesli so te na cesto, ker niso vedeli, kaj se dogaja. Njihov personalistični učitelj pa jim tega tudi ni preprečil. Potem si se čez nekaj časa zbudil sredi ceste, ves sam in si žalosten odšel domov. Se spomniš tega, Šrivas? Ja, gospod, spomnim se. Takrat naprej sem krepenel samo po ljubezni, ki sem jo doživel v Devanandovi hiši. Nič drugega me ni več zanimalo. Od takrat naprej si samo še študiral Bhagavatam in točil solze za Krišno. Z nikomer več se nisi družil. Veš, tvoja bolečina je tudi moja bolečina. Zato sem se spustil z Vajkunte in se naselil v tvojem srcu. Potem si bil spet srečen. Ko je Šrivas Pandit to slišal, je v zanos upadel gospodovim stopalom, medtem ko so se drugi bakte navdušeno plesali in sklikali Džaj Sačinandana! Zdaj pa mi vsi prisluhnite. Celo pes v hiši Šrivas Pandita mi je pri srcu. Če bodo vsi tri svetovi obubožali in bo morala celo boginja sreče Lakšmi Devi prositi od vrat do vrat. Vedite, da v hiši Šrivas Pandita nikoli ne bo ničesar primanjkovalo. Zato, ker ga jaz osebno vzdržujem, skupaj z njegovimi družabniki, služabniki in živalmi.
Gangadas, se spomniš, kako so neke noči vojaki muslimanskega vladarja prišli v vašo vas, da bi jo osvojili? Spomnim se, moj gospod. Spomnim. V velikem strahu sem z družino pribežal na breg Gange, ampak je nismo mogli prečkati, saj ni bilo nikjer nobenega čolna. Vojaki so se približevali, sonce je že vzhajalo, na obzorju ni bilo niti enega čolna. Obupan sem jokal, misleč, da bodo vojaki mučili in pobili mojo družino. Pomislil sem, da bi bilo najbolje, da bi se kar utopili v Gangi. In ravno takrat se je pojavil nek čolnar. Bil je zelo nenavaden in lep. Pripeljal nas se čez Gango in nas tako rešil. Ja, to sem bil jaz, Gangadas. Ko sem videl, da si v težavah, sem ti priskočil na pomoč. Spomnim se, kako si mi takrat zelo čustveno dejal. Prosim te, pomagaj mi, popolnoma sem odvisen od tebe. Predajam ti svoje življenje, družino in imetje. To sem vas popeljal čez reko in se vrnil na Vajkunta. Gospod Gaura Sundar je bil zelo velikodušno razpoložen. Svojim baktam in njihovim sorodnikom je bil pripravljen dati najboljše blagoslove. Na to jim je rekel: Takoj pripeljite Šridarja. On vedno misli name v občutku ločenosti. Pa je Šridar? Po čem ga bomo prepoznali? Pojdite tja, vse do konca Simanta Dvipe. Tam ga boste našli, kako me nenehno kliče. Preprosti in iskreni kolaveča Šridar se je preživljal s prodajo kola oziroma bananovih listov. Polovico še tako majhnega zaslužka je vedno namenil za čaščenje svete reke Gange. Vsi so ga imeli za navadnega prodajalca na drobno in večina ni vedela, kaj je v njegovem srcu. Noči je preživljal srečno zatopljeno petje Krišnovih imen in je na spanje kar pozabil. Sosedje so se pritoževali, češ, da ne morejo spati, saj vse noči mantra, samo zato, ker je lačen. Hare Ram, Ram Ram, O, sveti Šridar! Poslal nas je gospod Gaura. Rad bi, da te pripeljemo k njegovim lotosovim stopalom. Mene? Gospod Gaura kliče mene? 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 Gospod Gaura? Šridar. On je v mislih vedno z menoj. Šridar, se spomniš?
kako sem te obiskoval, ko sem bil še mladi učenjak. Vsak dan sem hodil k tebi. Ti pa si bil tako reven. Tvoja hiša je bila prava podrtija. Streha pa je imela nešteto lukenj. Kljub temu pa si imel najboljše in najcenejše banane. Polovico zaslužka si porabil za čaščenje gange. Se spomniš, Ridak? Se spomniš, kako sem te obiskoval? Ja, le kako bi te lahko pozabil? Bil si tako očarljiv, kot najlepši diamant. Tako lep, da bi lahko očaral celo Kupida. Bil pa si tudi zahteven. Za banane sem ti ponujal samo polovično plačilo. Jaz sem menil, da so bile moje cene prav poštene. Ure in ure sva se pogajala za ceno. Na koncu pa sem ti banane preprosto in predrzno ukradel. Jaz pa sem vedno ostal in ti jih poskušal vzeti. Jaz pa sem ti rekel, celo bogastvo skrivaš, meni pa noče znižati cene. Jaz pa sem si vedno zatisnil ušes. Jaz sem pa potem, zakaj ne greš nikamor drugam, če misliš, da sem jaz predrag? O ne, tega ne bom poslušal. Le kdo bi se lahko poslovil od tako zanesljivega prodajalca, kot si sam? Sploh pa, če nameniš polovico zaslužka za čaščenje gange, zakaj mi potem ne moreš dati polovičnega popusta? Meni, ki sem sam izvor gange. Jaz pa si vedno zatisnil ušesa in rekel, tega več ne bom poslušal, višnu. Tu imaš pa banane za pol cene in pojdi že ti prelepi, nemirni fant, ki si mi skrivnostno ukradel srce. Šridar, zelo sem zadovoljen z najnimi pogovori in tvojo čisto vdanostjo. Od svojih bakt vedno rad prejemam darove in v njih uživam. Od abakt pa ne potrebujem prav ničesar. Povej mi, česa si želiš? Dal ti bom karkoli hočeš. Dobil boš veliko kraljestvo. Ne. Kaj pa neskončno bogatstvo? Ne. Nič ne de. Kaj pa 8 mističnih luči? Tudi 9 jih nočem. O, moj gospod, ničesar nisem trgovec, da bi karkoli pričakoval v zameno za ljubezen. Dal si mi že vse, kar potrebujem. Prosim, ničesar ne potrebujem. Dragi Šrivas, Šridar, res bi ti rad nekaj podaril. Prosim te, sprejmi kaj samo zaradi mene. Prav, moj gospod, želim si le, da bi življenje za življenjem gledal tega prelepega fanta Brahmana, s katerim sem se prepiral zaradi banan. Naj bo samo on, moj večno čaščeni gospodar, čigar ime prepevam z veliko ljubeznijo. Dragi moj bakta, blagoslavljam te s čisto ljubeznijo do mene. Ta je največja skrivnost vseh ved.
Potem se čitanje obrne k morali Gupti, ki je vedno sočuten do vseh živih bitij in je ocean dobrih lastnosti in čiste vdanosti. Njegovo ime pomeni, da je Murari, oziroma Krišna, skrit v njegovem srcu. Murari, poglej me. Povej mi, kaj vidiš? Vidim te kot gospoda Ramachandro, ki sedi na kraljevskem prestolu z lokom v roki in ob tebi sta Sita in Lakšman in naokoli je polno opic, ki se ti priklanjajo. Prav res, jaz sem tvoj služabnik. Tvoj služabnik. Hanuman! Hej, Hanuman! Se spomniš, kako ti je kralj Ravana zažgal rep? Ti pa si mu potem požgal celo mesto. Ja, jaz sem tvoj gospodar in ti si moj zvesti služabnik. Vstani, Hanuman! Vstani, Murari! Prosi me, karkoli si želiš. Samo eno željo imam, moj gospod. Kjerkoli se bom rodil, znova in znova, si želim le, da bi ti lahko služil in te opeval. Prosim, ne dovoli, da bi kdaj pozabil, da si ti moj najvrednejši gospodar in jaz tvoj večni služabnik. Kjerkoli se boš pojavil s svojimi družabniki, želim biti ob tebi in ti služiti kot tvoj neznatni služabnik. Rečeno, storjeno. Murari, blagoslavljam te. Džaj! Džaj! Jaj! Potem je Gaurahari začel zmajevati z glavo in ponavljati neko ime. Nada! 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 Ačarja! Prosi me, kar hočeš. O, moj gospod, moje molitve so že uslišane. Ti si najbolj usmiljen do vseh padlih duš v tem materialnem svetu. In najbolj vzvišen med vsemi baktami. Ti si me priklical iz duhovnega sveta. Zelo si zadovoljen, ko me drugi slavijo. Ne dovoliš pa, da jaz slavim tebe. To je najbrž zato, ker se imaš samo za služabnika mojih služabnikov. Brez besed sem. Rečem pa lahko samo, da mi je veliko zadovoljstvo in ponos, ker si ti moj gospod in moj gospodar. Prosim te, bodi milosten do te nevedne padle duše.
Potem je Čajtanja visoko dvignil roke in rekel baktam, da ga lahko zaprosijo za kakršenkoli blagoslov. Neki bakta je dejal, oče nasprotuje temu, da sem bakta. Prosim, naj se spremeni in tudi on postane bakta. Drugi so ga prosili, naj blagoslovi njihove učence, otroke, žene, služabnike in tako naprej. Nekdo je rekel, prosim, naj se mi ukrepi vera v duhovnega učitelja. Nato je Gaura Sundar dal ostanke svojega prasadama deklici Narajani, nečakini Šriva Spandita. Z velikim veseljem jih je pojedla. Bakte pa so ji čestitali za to izjemno milost. Narajani, velikem zanosu joči za Krišna. Gospod, kaj pa mati Šači? Prosim, podari svoji materi prema bakti, tako kot jo deliš nam. Dragi bakte, tega žal ne morem storiti. Mati Šači je užalila spoštovanega Advaita Acharya. Preden je moj brat Višvarup vzel sanjaso, je hodil k Advaiti Acharyi na dom poslušati predavanje. In tako, ko sem tudi sam začel zahajati k njemu, je mislila, da bom tudi jaz vzel sanjaso. Menila je, da bi bilo zanj bolj primerno ime Dvaita, dvoličnež, kot pa Advaita. Zaradi tega ji ne morem podariti čiste ljubeznega Boga. To je resna žalitev. Samo če sprejme prah z njegovih lotosovih stopal in tako pokaže, da obžaluje žalitev, jo bomo prosili. O, žal mi je, storila bom to. Bi mati Šači užalila mene? To je nemogoče. Ne more me užaliti. Kaj šele, da bi dal prah svojih stopal? To je nezaslišano. Mati Šači, ona je mama gospoda Gaurange. Ona je mati vesolja in nihče drug kot Krišnova mama Jašoda. Življenje za življenjem poskušamo dobiti prah z njenih lotosovih stopal. Šačima, Jašodama, Šačima, Jašodama. Medtem ko je Advaita Acharya slavil mater Šači, je padel za nos in na zunaj popolnoma izgubil zavest. Mati Šači je izkoristila priložnost in hitro vzela prah z njegovih stopal. Nato pa se je nesvestila zaradi stika z močno bakti, ki jo je žarevala vsaka njegova pora.
Vsi zbrani bakte so bili neznansko veseli, da so lahko opazovali tako ljubeč odnos med njima. Gospod Govra je bil srečen in zadovoljen, ko je videl, kaj je storila njegova mati in jo je posebno blagoslovil. Tako je opomnil vse Vajšnave, kako nevarno je, če užalimo njegove bakte, ki so mu dražji od lastnega življenja. Vsi bakte so bili srečni, razen Mukunde, pevca, ki je žalostno stal v zadju. Ker ga Čaitanja ni hotel poklicati k sebi, nihče ni mogel razumeti, zakaj se gospod Goranga ne zmeni za Mukundo, čeprav je ta čutil preprosto in spontano vdanost do njega in je bil vsem drag in dober prijatelj. Gospod, kaj se je zgodilo z Mukundo? Vem, da ti je zelo pri srcu. In vsi ga imamo zelo radi. Le komu se ne topi srce ob njegovem petju. Zdi se mi, da ga zanalaš, da pokliče k sebi. In se ne zmeniš zanj in ga ne povabiš v našo družbo. Zakaj ga preprosto ne kaznuješ, če je storil kaj narobe? O, najmilostljivejši gospod, prosim te, pokliči ga k sebi. Ne sprašuj me o tem prevarantu. Kdor ponižno poje in pleše, kdor hlini ponižnost in je kasneje nasilen, je resnični slepar. Ja, Mukunda je prav takšen. K meni pride ponižen kot travna bilka, že naslednji trenutek pa me udari z železno palico. To je resna žalitev. Nočem ga več videti. O, gospod, kdo je poznal tvojo mistično moč? Da vidiš tisto, kar mi ne znamo opaziti. O, gospod, ničesar žaljivega nismo videli na Mukundi. Ta podlež se strinja z vsako filozofijo, samo da bi ga povsod sprejeli. V družbi Vajšnov se pretvarja, da je bakta, ko je pa kje drugje, pa posluša impersonalistično filozofijo. Če kdo kritizira bakti in trdi, da obstaja višja pot, je to tako, kot da bi me tepel v železno palico. Nikoli več ga nočem videti. Ja, gospod ve, da sem nekoč po napotku mojega duhovnega učitelja zavrgel dan službo. Kaj pa naj zdaj? Ne vidim več nobenega smisla. Nočem več živeti. Šribas,
Šrivas, prosim, samo ti me nekaj pozori. Prosim, Šrivas, povej mi. Ali bom še sploh kdaj videl svojega gospoda Goranga? Ko so bakte videli, v kakšnem stanju je Mukunda, jih je v srcu preplavilo sočutje. Stopili so k Gospodu in ga prosili zanj. O, Gospod, bodi milosten do njega. Mukunda te prosi, če te bo lahko sploh še kdaj videl. Šele čez 10 milijonov življenj. Spet ga bom videl. Spet ga bom videl. Spet bom videl svojega gospoda Goranga. Samo 10 milijonov življenj. Samo 10 milijonov življenj. Spet bom videl svojega gospoda Goranga. Samo 10 milijonov življenj. Samo 10 milijonov življenj. Spet bom videl svojega gospoda Goranga. Videl bom svojega gospoda Goranga. Goranga. Zdaj pa ga pripeljite sem. Vstani, Mukunda. Zelo sem zadovoljen. Tvoja čista vdanost je uničila vse tvoje pretekle žalitve in dvome. Sedaj si me zavedno priklenil na svoje srce, svojo ljubeznijo. Ti si moj pevec in vedno bom tam, kjer boš pel. Na tvojem jeziku bom plesal v obliki svetega imena. Dajem ti vse svoje blagoslove. Bakte so bili veseli, da je bil Mukunda deležen tako velike sreče in milosti. Celo bolj, kot če bi blagoslove dobili sami. Glasno so vzklikali.
Hvala.